javno dobro, izviri, potoki in na koncu koncev cela slovenska obala, kar je še ostalo javnega, nimajo svojega zagovornika, predvsem narava nima. In če občinska uprava nima teh etičnih, moralnih vrednot in znanja, smo ugotovili, da itak nimajo, potem ne morejo biti pravi zagovorniki interesov in pravil, ki veljajo v naravi. Tudi politika je v Sloveniji izvoljena na podlagi nekih sponzoriran interesnih skupnosti. To pomeni, da privatnik lahko pride na občino in vkolikor zlobira ali pa ima večino, sfinancira svoj prostorski akt, ki ga občinski svet sprejme in dela na tistem prostoru, kar mu je volja. Občinski svet je popolnoma bos. Kar njem nekdo predlaga, občinski svet sprejme. Tudi občinski svetniki sploh ne poznajo ustroja in delovanja zakonske podlage, mislim, da je delovanje lokalne skupnosti. Res je, kot pravi tudi Vizjak, da je lahko, če bo ta nadzor ustrezen, ampak ta nadzor ne bo ustrezen, ker ne funkcionira. Mislim, to ne funkcionira. Živimo in delamo in kmetujemo v dolini Drnice in dolini Dragonje, se pravi, so naše reke Drnica in Dragonja. 30 let nazaj smo brez diskusije pili vodo iz Drnice, iz Dragonje. Zdaj je to nepredstavljivo. In ljudje, kot ne kmetje, na vsak način poskušajo pridobiti parcelco, tudi če je majhno ob reki, zato da se lahko tam postavi ali hiško, ali kam prikolico, levo, desno, gor dol, da on tam bi vikar in tako naprej. Predlog tega zakona ni v redu. Stari zakon je dovoljeval zoževanje priobalnega pasu, izjemoma ni v redu. Rekli smo, ok, ta nov zakon dovoljuje gradnjo enostavnih objektov in pa objektov v javni rabi. Kaj so to objekti v javni rabi? Ko se pogleda gradbeni zakon ali pa splošno kvalifikacijo, so to hoteli, trgovska središča, parkirišča, bencinski servisi, vse so to objekti v javni rabi. Spravi, to se bo vse pogojno dovoljevalo. Mislim, to ne sme do tega priti. Dragi sodržavljani, bodimo iskreni do samih sebe. Takšne zakone mora sprejemati stroka, s takšnimi zakoni moramo iti v javno obravnavo in s takšnimi zakoni se moramo strinjati vsi.